Lepo pozdravljeni, dobrodošli v zadnji letošnji epizodi našega popotniškega druženja. Z vami sem moderator Tine Nipič, kot ponavadi, na drugi strani pa gosta, ki bosta danes predstavila svoje raziskovanje karibske države Belize. Torej, organizator oddaje popotniškega Snapa je Popotniško združenje Slovenija, ki povezuje mladinske hostle po Sloveniji in deluje na področju mladinske mobilnosti in trajnostnega turizma. Eden izmed projektov organizacije je tudi spletna revija Globetrotter, popotniških novic in nasvetov za bolj posebna in drugačna popotovanja. Partner oddaje je tudi organizacija Mladi Maribor. Preden pa skočim na glavni del, vas obveščam, da v sklopu oddaje podarjamo brezplačne popotniške majice, torej vse, kar morate vi storiti je, da na koncu po elektronski pošti našemu združenju pošljete naslednje podatke, torej ime in priimek, naslov, velikost majice in geslo, ki vam ga zaupam kasneje. Sedaj pa začnimo z glavnim delom. Pred nami sta Katarina in Rok Hočevar, prostovoljca združenja, ustvarjalca popotniškega bloga Lahkih nog naokrog in naša že redna gosta, torej pozdravljena ponovno v naši oddaji. Živijo. Za začetek pa lahko mogoče predstavite gledalcem in gledalkam, kakšno presenečenje pa skrivata vidva za enega izmed njih? Poleg majice sva rekla, da podariva še en koledar. Midva zadnja leta, rekla že tradicionalno, pripravlja koledar s popotniškimi fotografijami. Rok je drugače tudi fotograf, tako da vse fotografije so pač njegove, zbereva najlepše, najbolj zanimive iz preteklih let v koledar. Tako da v letošnjem, oziroma v koledarju za prihodnje leto vas čaka recimo ena, kako bi rekla, vzvišena kapibara. Tisti, ki ne veste, pogooglejte, kaj so kapibare, precej zanimive živali. Imamo, ne vem, zasneženo veliko planino, piramido iz Mehike, tako pač res raznoliko, no? Živali, pokrajina, pač Slovenija, tujina, vsega je nekaj. Vsak mesec nekaj lepega. Torej, vsi lepo vabljeni. Torej, vsi, ki boste posredovali na elektronsko pošto podatke, ki sem jih prej naštel, dobite brezplačno popotniško majico in en srečni izžrebanec, izžrebanka, pa tudi koledar. Sedaj pa lahko začnemo tudi z vajino predstavitvijo s slikami. Ja, se že vidi vse. Gremo še takole. Se pravi, lansko leto, točno eno leto nazaj, sva se odpravila za 4 tedne potovati po Mehiki in Belizeju. Zdaj, Mehika je dosti poznana, rekla, turistična destinacija, ampak midva imava rada kraje, ki pač niso tako poznani. Recimo, kako mu poveva, da sva bila tudi v Belizeju, marsikdo sploh ne ve, kaj je to, recimo, ne, da je to država, kje je to, tudi ne. In pač nama so taki kraji toliko bolj všeč, ker so manj turistični in posledično ponavadi malo bolj pristni, se da dobiti nek stik z domačini, ni tako da so vsi navajeni turistov, ki grejo točno tja pa tja, no. Je malo drugače. Tako da, ja. Belize, če malo približamo, je država na jugu Mehike, meji na Mehiko in pa na Gvatemalo, na drugi strani ima pa Karibsko morje, tako da samo v bistvu ima 2 sosedi. Zdaj, zelo težko je točno opredeliti, kam spada. A spada v Srednjo Ameriko, spada pod Latinsko Ameriko in spada pod Karibe. To je pač v bistvu neka zelo taka mešanca kultur, oziroma tukaj se stikajo različne kulture in zato je v bistvu tudi Belize zelo zanimiv, ne samo kot narava, ampak tudi z kulturnega vidika. No. Drugače moram povedati, nama je načeloma narava na potovanjih, tista najbolj zanimiva stvar, raznolikost narave, ampak tukaj v Belizeju boste kasneje videli, je bilo pa kar nekaj stvari, mislim tako, je bilo povrek narave še kaj drugega. Zdaj lahko začnem najprej z nekimi osnovnimi podatki v Belizeju. Recimo, glede na površino je primerljivo velik kot Slovenija. Glede na prebivalstvo je pa cel Belize primerljiv z Ljubljano. Tako da ima v bistvu zelo malo, je zelo redko poseljena država. Večina pokrajine je gozd, deževni gozd oziroma skoraj da džungla. Na jugu je nekaj gora, pa pač itak imajo precej dolgo obalo in pa ob obali, ob Belizeju poteka drugi največji koralni greben na svetu, pač Great Belize Barrier Reef, po angleško se reče. Če te lahko tukaj prekinem, na Belizeju, torej veliko, pač večji del prebivalstva predstavlja različne etnične skupine, če je tako? Tako je, Velika pestrost, eno.
Ja, kot sem rekla, tukaj je pač neka mešanca kultur in lahko gremo v bistvu kar na to. Ja, se pravi, tukaj od nekoč so živeli tukaj Maji, tudi bomo kasneje videli, pogled sva si šla majevske izkopanine. Poleg tega se pa tukaj zmešajo, kot sem rekla, Karibi, potem tudi prebivalci Karibov, kar so v bistvu potomci afriških sužnjev, ki so jih pač v času kolonizacije tega dela sveta pripeljali iz Afrike. Pa če gremo kar takole, si lahko pogledamo malo pobližje te prebivalce Belizeja. Tole je bil en vodič, ki naj jo je peljal v džunglo. Če pogledamo obraz, on je mestic. To pomeni, da je mešanec med Maji oziroma prvotnimi prebivalci Amerik, v bistvu vsem rečemo mestici, ne glede na to, ali je bil prvotni prebivalec Maj, Aztek ali pa še kaj drugega. V glavnem, se pravi, tukaj je, v Belizeju so bili Maji, se pravi mešanec med Maji in pa nekimi evropskimi priseljenci, najverjetneje Španci, ki so pač tukaj ta del Amerike zasedali. Potem, če gremo naprej, spet mečkam približam. Tole je ena zelo nenavadna skupina ljudi, sicer so v manjšini v Belizeju, ampak nama se je zdelo pač zelo zanimivo, to so menoniti. Menoniti so, ne vem, če bi rekla etnična skupina, mogoče bolj verska skupina, v osnovi prihajajo iz Nemčije in ohranjajo način življenja, kot je bil v 19. stoletju. Kar pomeni, živijo brez elektrike, brez avtomobilov, tele je Rok fotografiral ob eni reki, ki so ženske lovile ribe, pač oni si res vso hrano sami pridelajo ali pa naberejo, ulovijo, tako zelo zanimiv način življenja imajo. Tudi njihov jezik ne bi bil nemščina, neke vrste nemščina, no, zna biti že malo popačena. Medtem, če se vrnem nazaj, mestici govorijo večinoma špansko, medtem, naslednja etnična skupina, ki jo imamo tele v zadnji spet, mogoče, to so pa v bistvu temnopolti prebivalci, kot sem rekla, potomci afriških sužnjev, ki so sem prišli v času, ko je pač Belize bil pod britansko oblastjo. Oni govorijo pa angleško oziroma kreolsko, no, to je broken English, oni rečejo, pač popačena, taka malo domača angleščina, pridemo kasneje konkretno do te angleščine. Drugače je tudi angleščina uradni jezik v Belizeju, in zato sem rekla, da je težko definirati, kam Belize paše, ker Latinska Amerika, mi rečemo načeloma državam, kjer govorijo pač, rekla, latinske oziroma jezike, ki izvirajo iz latinščine, se pravi špansko, portugalsko, Oni govorijo angleško, tako da čist sem ne paše. Pašejo geografsko v Srednjo Ameriko, ampak kot sem rekla, kulturno ali pa po jeziku so pa bližje Karibom, kjer je več prisotne te angleščine, oziroma te broken English, no, kreolščine. Tako da generalen občutek se mi zdi, ko smo potovali po državi, se nam je vsem zdelo, da smo na Karibih. Mogoče en pikco bolj, kot pa ostalo. No? Ja. Če gremo zdaj kar predstavimo, tole je bil en domačin, pri katerem sva bivala v Belize Cityju. Belize City je pač eno precej veliko mesto ob morju, ki ni glavno mesto. To je zanimiva zgodba, v bistvu lahko tukaj še ta intermezzo naredim. Se pravi, Belize City je bilo nekoč glavno mesto države Belize in potem je, mislim, da v 60. letih prišel en hud hurikan, ki je uničil, opustošil velik del Belizeja, tudi Belize City. In takrat so se pač odločili, da to zdaj tako ne gre, da ne morejo imeti glavnega mesta toliko izpostavljenega in so umetno naredili v sredini države novo glavno mesto, imenovano Belmopan, ki je sicer čist mehno. In še en zanimiv podatek, ki smo se prej pogovarjali, to mesto je, se pravi, gradnja Belmopana je koštala $24 milijonov, kar je manj, kot je vredno ali pa kot je stalo recimo dubajsko letališče. Samo letališče, ne mesto Dubaj, samo letališče. Če gremo zdaj v Belize City, k temule stričku, to je en gospod, ki pač oddaja sobe v svoji precej veliki hiši. Bil je izredno prijazen in on je bil za naju tako prvi stik z Belizejem in hkrati nam je tudi ogromno povedal o samem Belizeju, o ljudeh, o pač navadah in vsem. Vsako jutro nam je pripravljal zajtrk in tukaj lahko predstavim eno tipično belizejsko jed, ki je v bistvu zelo preprosta. Temu rečejo oni fried jack.
fried jack je v bistvu odsvrto testo, nič ni noter. Ne morem reči, da je krof, ker pač nima nič noter, ampak je pač samo testo, ki ga pol prerežeš in pol si sam noter daš sladko, slano, pač kar hočeš. No. Drugače hrana v Belizeju je tipična karibska, se pravi rice and beans, riž in fižol, hkrati pa pač je seveda vpliv Mehike, a ne, in tudi pač imajo neki hrane, ki je zelo podobna mehiški. Ok, zdaj pa... Mogoče samo še ena stvar. Tukaj pri tem stričku v zadju, tole veliko drevo je mango. Pa v bistvu ta nastanitev, ki sva jo midva pač mogla rezervirati, v bistvu, ko sva prihajala v državo, zaradi COVID razmer, je bilo treba pač imeti prav neko tako uradno nastanitev in tukaj pri tej je pisalo, da ima pač, da kakor te mangote za ljudi, ki pridejo. Ne? In to je bil nekako tak odločilen moment, ja, k temu greva, ampak na koncu se je zgodilo, da je bilo v bistvu drevo liha, je bilo že lihmem ali pa Lihmem je bilo, ja, lihmem je bila sezona mangotov, tako da sva jih nažalost zamudila. Okay. Dobro, zdaj pa gremo prav na, rekla, pogledati si par stvari v Belizeju. Kot sem rekla, nama je narava precej všeč, tako da sva si za prvo stvar izbrala, da greva gledati en naravni rezervat z opicami. Aha, pozabila sem povedati, oziroma še tole lahko omenim, arhitektura v Belizeju. Kot smo že omenili, Belizej je bil pač pod britansko oblastjo, zato je tudi arhitektura, če temu lahko rečemo, ali pa izgled hiš, zelo britanski. Trava je povsod pokošena v nulo, tako kot more biti pač po angleško. Recimo v Mehiki ne vidiš, ne, pa je samo čez mejo, ne vidiš tako lepo urejene zelenice, vrtov, vrta pač, ne. Tukaj res vidite, pa to je ena dosti preprosta hiša, kar nekje tako izven mesta, ni to, da bi rekla neka premožna stvar. Ne glede na to, kakšna podrtija je hiša, vedno je trava pač lepo pokošena. Ok, zdaj pa res, ne, nismo še v naravi. Tukaj imam še fotografijo ki sem prej omenjala njihov broken English. Tole je recimo en napis, ki sva ga pač fotografirala, ko so se vozila po Belizeju. Če preberete, kaj piše tukaj, do the right thing. Pač to je ta broken English. Ne? V pravilni angleščini bi mogli pisati do the right thing, pač naredi pravo stvar, ne vem, kaj je bila reklama, ne meči smeti ali pa nekaj tasga, ampak pač v njihovi tej polomljeni angleščini pač oni to napišejo precej bolj po domače. Tako da tudi, kar se tiče sporazumevanja, vsi razumejo angleško, se pravi, ko mi dva sva govorila angleško ali pa pač ko tujci, obiskovalci govorimo angleško, nas oni razumejo, ko pa oni nam odgovarjajo, če se posebej ne potrudijo, jih pa ne razumeš, ker ta njihov broken English je že rekla toliko broken, toliko polomljen, toliko, rekla po domače, da jih je že kar težko razumeti. No. Da je že kar drugi jezik, praktično. Ja, v bistvu je že svoj jezik. Ok, zdaj pa res gremo prvič v džunglo in sicer tukaj sva šla v en sanctuary, oni rečejo, kakor neko zavetišče za opice. Opice vriskače oziroma kričače, kakor jim kdo reče. V angleščini se jim reče howler monkey. Ampak to zavetišče dejansko ni tako ograjeno, ne? To je pač čisto prosto. Ja, to so se v bistvu samo v eni vasi domačini odločili, da bojo del gozdu pustili primer, ga pač ne sekali, ne urejali, zato da bojo lahko tam opice, te vriskači, v miru živeli. In tako pač sva šla s temle stričkom, ki ga tukaj vidite, tale je pač vidite čist temnopolt in tudi govoril je tista prav broken English. In naj jo je pelal pač malo po gozdu in smo iskali opice. Se pravi, ni pač garantirano, da vidiš opice, probaš srečo, tukaj je on hodil pred nama in je znal oponašati, kako se te opice oglašajo, da bi jih priklical. Mi smo hodili, po mojem, pol ure že tam po gozdu, kot vidite mene, kot takole na sliki delam, noro komarjev je bilo, pač napadali so nas skozi mešani in nismo najdeli opic. Poj pa tam srečal enega drugega domačina, ki je hodil po tistem gozdu, pa je povedal, ja, tamle na onem drevesu sem jih malo prej videl. Tako da pa smo šli do tistega drevesa in dejansko najdeli te opice. Se pravi, to so howler monkeys, črne barve, zrastejo do 1 metra. Njihova posebnost je pa to, da pač res
kričijo, res se derajo. Imam pol video posnetek, upam, da bo delal, ker lahko slišite, koliko zelo glasne so. To je drugače druga najglasnejša žival, kopenska žival na svetu. Pa je samo še levje rjovenje je glasnejše, pol takoj zatem so pa opice. Zdaj, če dam to v številke, njihovo kričanje je lahko glasno do 90 decibelov, kar je precej. Ne vem, imaš ti kakšno primerjavo, koliko je to? Ja, to je to, kot tvoj blender. Ok, to je blender. To je vlak, recimo, ki greme imajo. Ja, pač res so glasne. Drugače niso nevarne, ne? Ampak glasne so. To bomo lahko slišali na posnetku, ne, verjetno? Ja, imam naslednji posnetek. Tukaj je ta vodič iz tal utrgal en list, mislim pač eno vejo z listi in jo podal opicam, tako da so prišle malo bližji. Drugače te opice nikoli ne stopijo na tla. One vse, kar rabijo, pač dobijo v krošnjah dreves, nikoli jim ni treba po tleh iti, pač tudi tako se izognejo kakšnim napadalcem, predatorjem. Zdaj pa bi mogel biti video naslednji, tako da bom jaz tiho, pa bomo opice poslušali, če se je bolje slišali. They go to a survival's about 19 decibels. The second loudest than now. Ok, se pravi, tle ste zdaj slišali na enega vodiča, ki je v bistvu oponašal opice, jih je, ko bi rekla, izzival, da so se pol tudi one nazaj oglasle. Bomo To pa smo opice... slišali, ja? Oboje, Ja, oba dva. No, In super. opica in vodnika. Ja, in pol tudi on tukaj na posnetku še enkrat pove, da je druga najglasnejša žival in vse to. Bomo pa pol na koncu tele predstavitve še enkrat srečali in slišali te opice, tako da ne jih pozabite, kako ne rečem. Ok, to je bil zdaj ta prvi del, se pravi o opicah, zdaj se pa predstavljamo na obalo. Te lahko hitro še tukaj vprašam, jaz sem pa zasledil, da Belize je tudi edini rezervat, oziroma en večjih rezervatov za jaguarje, če ste ga slučajno obiskala. Nisva ga, je bil v planu, sva si zelo želela, ker jaguarja na vseh teh najnih potovanjih še nisva videla, pa si jaz to zelo želim, ker imam zelo rada mačke, take in drugačne. Nisva ga obiskala zato, ker so nama rekli, da kontaktirala sva prav, rekla, ki tam upravljajo s parkom in so rekli, da je možnost, da ga vidiš, kljub temu, da jih imajo veliko, ne, zelo majhna, ker so jaguarji vseeno take živali, v angleščini rečejo elusive, pač zmuzljive, ja, nočna žival je to prva stvar in pa samotarji so in ja, radi imajo mir, no, tako, pred ljudmi in drugimi živali, tako da so potem rekla, greva rajš recimo tele opice gledati, ki je vseeno malo manjši rezervat in malo več možnosti, da jih vidiš, čeprav tudi pač ni bilo garantirano, da smo imeli srečo, da smo jih videli. Ampak ja, je majčkeno bolj na jugu, še malo južneje od Belmopana, je pa ta Kokoskomb, ali nekaj tazga se imenuje, prav nenavadno ime. Torej se bolj splača iti opice gledati, te vreskače. Ja, po najni izkušnji opice smo videla, no, tako da za jaguarja pa se pravim, če še oni domačini tam, oziroma upravljalci parka rečejo, da so majhne možnosti, pol najprej so res majhne. Ok, Rok, boš ti jih pelal na morje? Ja, druga stvar je nekako čist drugačna in sicer Belize Barrier Reef je drugi največji koralni greben in poteka tako vzhodno pač od Belizeja. In mi si gremo pogledati en košček tega koralnega grebena. Tukaj smo šla na Key Colker, se pravi angleška izgovorjava. Broken English izgovorjava. Je pa zadeva izgleda takole, se pravi ogromno neke, rekel, turkizne barve vode, pač res lepo. Klele v ozadju je ogromno nekih mangrov, se pravi v bistvu gozdov ali pa rekel dreves, ki rastejo iz vode. Pa pač mi smo se pa pol nekako predstavljali okrog in okrog recimo tega otoka in se potapljali nekako na različnih koncih, iskali različne živali, to, kar je v bistvu nama zelo blizu. No. Tukaj smo videli res ogromno živali. Ja. To je bilo eno najboljših potapljanj kjerkoli. Ja. No, tole je morska krava, v bistvu jo vidite pod Katarino, ne? Pa mislim, da ima tukaj tudi še en video, ki se jo bo tudi slišali.
tako malo se bo oglašala, kakor, aha, Še ena fotka. tukaj je še ena fotka. Tele morske krave. To je v bistvu tako zelo ena taka prijazna žival, bom rekel, v bistvu je bila malo sramežljiva, pa se je okrog nas muzala, v bistvu, pa nas ona opazovala. Ja, tako. Smo prišli kar zelo blizu tem živalim. Zdaj mi, da smo jih iskala že na Jamajki, spet pač ne Karibi. Par let nazaj, ja, tam sva imela malo manj sreče, ker je bila vidljivost zelo slaba, pa bom rekel, v vodo si pa nisva upala, ker je bila voda hkrati s krokodili prepredena. Tukaj smo imela prvi srečo, tako da sva res zelo blizu prišla. Nema se je slišal, ki je morska krava dela, ki je delala prevale. Jaz sem jo slišal, lahko pa še probamo enkrat vseeno za to, da če je mogoče še enkrat zavrteti video. To je bilo zdaj. Ja, se jo sliši, ja. To pa torej ni najglasnejša morska žival, ali pa kaj podobnega. Ne. Ampak še vedno, mislim, to je bilo vseeno tako, recimo 4-5 metrov, to je kar precej velika in tako bom rekel, masivna žival, tako da ne prideš čist blizu, tako da mi da sva jo oba dva kar zelo močno slišala, ko si v bistvu v vodi. Zdaj se pa je, pardon, da te prekinjam, pojavilo se je vprašanje so strani gledalcev. Marjeto zanima, ali je to bil mladič, ali so pa res tako majhne, no na video posnetku je izgledalo tako. Mislim, da pa si glih omenil. Ja, tukaj mogoče res zgleda majhna, ampak v bistvu z nama se je zdela kar velika. Mogoče celo večja od Naja. Večja od mene je ziher, ja. Zdaj sam mogoče malo perspektiva narediti tako fotografije, ker to je vseeno fotkan z GoPro-jem, ki ima precej širok kot, stvari, ki so bližje, izgledajo pač večje. Ja, in niso bili mladiči, to so bili odrasle krave, ali kako bi, ja, morske krave. Pač lih mislim, da je bil čas parjenja, zato so menda bili toliko igrivi, ki so se vrteli po pesku, mislim, te prevale delali pa to, no. Ja, zdaj mladičev pa pač nismo imeli te sreče, ko bi rekel, da bi to videli. Ja. Drugače, lahko še to povem, pač zrastejo 2 do 4 metre v dolžino morske krave, tako da se pravim, gledajo mogoče metre. Najmanjša je večja od to. Ja. Ok. Zdaj gremo pa res še naprej. Videla sva tukaj tudi želve, ne? Vidite kar precej bližji od morske krave. Sva ji prišla. Recimo klele, to je pač te vode tukaj so res polne živali, zdaj ker teh par fotografij, ki uspela pokazati, vmes je bilo pa še, bom rekel, ne vem, 100 različnih ribic, ki so jih videla. Ok, kaj je morski bič? Pa so že manta rays, ali kaj so? Ja. Mislim, da je po slovensko pegasti morski golobi, ali nekaj tazga, fulhecno slovensko ime imajo, ampak neka vrsta biča, glede na rep. Ja, v glavnem, pač to so živali, ki sva jim pa rajš ostala en pikco dlje, zaradi tega, ker sva slišali kakšne zgodbice o njih in tako pač, skratka, hoče imeti svojo distanco. Zelo lepo je. Boljše se je odmakniti. Lepo je videti, pač, ko grejo pač na pol ujati, jim rekel, 3-1 zapored in ja. Okay. To so ta pravi biči, mislim, navadni biči. Tukaj je zanimivo, kako plavajo, ne? Te prejšnji, dejansko tako, kaj en ptič, recimo, premikajo krila ali plavuti, medtem ko te premikajo... Tak val delajo. Ja, valovijo to, kar vidite tukaj, ne vem, če se vidi miško, ne, tole, pač tako se premika, da to valovi to svoje okroglo telo, no, zanimivo, v bistvu podobne živali, ampak to različen način plavanja. Ok, ja. Šla sva se nekako potapljati ali pa plavati tudi z morskimi psi, unimi, ta nevarnimi, ampak še vedno pač izgledajo nekako kot morski psi. Zdaj, tukaj mi sva šla z neko eko agencijo,
Sva mislili, da je eko, ampak v bistvu so pogruntali, da se nekako zanašajo na to, da druge agencije niso eko. Kar pomeni, da naša agencija ni hranila teh živali, a ne druge pa jih. In pol so nekako živali vse malo navajene, da pride kakšna ladica meme in pač včasih te morski psi v bistvu pridejo zraven. Greš noter v vodo in pol pogruntajo, da v bistvu pa nimaš hrane in pol počasi odidejo proč. Ampak je bilo vseeno ful zanimivo jih videti. Tukaj je moče podatek zanimiv ali pa vredno povedati, zakaj ni dobro, da se hrani divje živali, a ne? In zakaj je ta agencija eko, ker jih ne hrani. Pač, ko se divje živali hrani, pač se spremeni njihovo obnašanje. One bolj nehajo loviti ali pa iskati svojo hrano, ampak se začnejo zanašati na pač tiste turistične ladje, ki vedno prinesejo neko hrano, da pač privabijo žival zraven, da jo turisti vidijo, ne? Ker pač na dolgi rok ni v redu, se pravi, ker naredijo živali nesposobne samostojnega preživetja. Ja, poruši se ravnotežje, ki je plenilc plen in tako. Ja. Tako da te morski psi so sesači, oni posesajo hrano, ne ugriznejo, ampak vseeno so pa tukaj divji bili, da ko smo mi skočili v vodo, ko so videli ladjo, ne, prišli k nam, oni so se zaletavali, tako jaz sem imela prav modrice, ker so se pač zaleteli vame, ker njih ni brigali, da sem jaz tam, oni so sami iskali, kje bo hrana iz ladje padla. Pa še enega morskega konička. To je prvič, ko sem ga videla tako blizu, tako to je bila kar lepa prilika. Imajo tako pač, rekel, en privez za čovne in tam so se očitno naselili in to je bilo pač ful zanimivo. Mislim, da ga nisi nikjer videla prej. Prvič. Ja, to je pa spet primer tega eko, ne, ker pri ne-eko bi bilo v moji roki dejansko hrana, pa bi riba skočila po hrano, tako sem pa samo nastavil roko in v bistvu, ker je bila to velika roka, ne more ugrizniti in pač se je sam zaletela ob to roko, v bistvu pa mislila, da dobila hrano. Je ti dala petko? Dala high five, ja. Pač ful zanimiva izkušnja, kljub temu. Ampak kar močno to tako, mene je roko kar gor odnesel. Gigantska riba, ne. Jaz imam pa za eno vprašanje pri tem koralnem grebenu. Zasledil sem, da tu se nahaja tudi ena zanimiva podmorska jama, ki je dostopna le za izkušene potapljače, ne? Ja, tako je. To je ena ful velika znamenitost ali pa ena izmed glavnih znamenitosti Belizeja. Mislim, da je Great Blue Hole. To je, sploh ne vem, kako se po slovensko temu reče, pač dejansko je okrogla in pa pol dol vertikalna jama. Mislim, da je več kot 100 metrov globoka, premer je pa skoraj 300 metrov in to se zelo dobro vidi iz letala, ne? Ja, mislim, da je tako neko grlo dol, ampak mislim, da na koncu se še vedno še poveča. Ja, tako da noter grejo pač tisti, ki se prav potapljajo. Je ful zanimivo, midva niso potapljača, bolj samo snorkel, ne, se pravi po gladini. Organizirajo iz Belize Cityja tudi lete, da imaš prav prelet z letalom ali pa s helikopterjem in s tem se najlepše to vidi. So bile pa cene kar visoke, tako da se midva nisva odločila za to. Sploh zaradi tega, ker pač, mislim, bi imela kaj od tega, če bi se šla dejansko potapljati, ampak za nek snorkel ali pa rekel prelet se nam je pa zdaj tako, da ne bo imela 100% tega. Drugače moče je vredno omeniti, Belize je načeloma dost revna država. Recimo po nekem GDP-ju je zelo daleč v zadnji za Slovenijo, ampak cene v Belizeju so pa precej navite, kako bi rekla, no, je kar draga za potovanje. Recimo ta izlet na Key Colker, ta snorkeling izlet, je bil $90 na osebo. Mislim, se je bil cel dan, ampak tako, kar sem midva druge snorkeling izlete delala po svetu, in pač je bila to najvišja cena do zdaj, kar sva jo plačala. Tako veš, da si na Karibih pa. Ja, Karibih. Torej vpliv Karibov, torej ja. Ja. Tukaj je še za omeniti še to, da se zadržimo pri temu Key Colkerju oziroma temu Barrier Reefu, koralnem grebenu. Lih okrog Key Colkerja je eno ogromno zavarovano morsko, ali pa je tam marine območje, ja, morsko območje. Zato so vse živali, pač ne sme se loviti tam. Že dolga leta je prepoved ribolova ali pa kakršnega koli druga lova živali in zato so živali dost, rekla,
ne bojijo se človeka, pridejo dosti bližji, kakor pa kjerkoli druge, ker pač je prisotno tudi, kjer je prisotna ribolov. Tako da zato je bila ta izkušnja še toliko boljša. Bolj avtentična. Gremo zdaj pa še tretjo zanimivost pogledati. V Belizeju imajo tudi pač ogromno nekih majevskih izkopanin, ostankov majev. Kot sem rekla, pač tukaj je živel kar veliko majev, ampak pač imajo, tako bom rekla, imajo par zelo velikih in rekla poznanih piramid, ampak to jih je zelo malo. Dejansko pa 90% vseh majevskih izkopanin v Belizeju izgleda tako kot ta fotografija. Kar pomeni pač, vidiš nek kup, ne, niti ne veš, da je karkoli v spodaj. Ja, Belize je drugače vsaj na severu pač čisto raven in ni gora in karkoli je malo kupčkasto, veš, da je v spodaj piramida. Zdaj, zakaj tega niso izkopali, če vejo, da je tam? Zato, ker se jim ne splača. Mislim, dejansko finance so problem, se pravi, treba je dobiti denar, da bi to nekdo izkopal, ampak še dražja stvar in pa bolj zahtevna je pa potem vzdrževanje odkopane same te izkopanine ali pa ruševine. Ker dejansko pač ful hitro to vse preraste nazaj. Pač tam je vedno vroče, ne? To smo vse na Karibih, celo leto je toplo, celo leto je precej vlažno in tam trava raste takole, ne tako, kot pri nas, ki počasi rastejo stvari, ampak pač to takoj zraste. In pač bi mogli imeti ful več ljudi, ki bi vsakodnevno čistili te neke kamne piramide, ne, da bi še ostale. Tako da so pustili večino teh izkopanin, za katere vejo, so pustili pač pod zemljo, ali ko bi rekla, pod gozdom in izkopali samo tiste, ki so mogoče se jim zdele največje in najbolj zanimive. Ok, zdaj pa midva so šla pogledati eno izmed teh, ki je vsaj približno očiščena in to je Lamanai. Lamanai je, rekla, nekoč bilo mesto, majevsko mesto ob reki, ki je danes tudi dostopno samo po reki. Tako da s takim čovnom in tako, kot vidite, po reki smo se pač vozili, mislim, da 1 uro pa pol, da smo pa prišli do dejanskega tega Lamanai. Zdaj, že sama ta vožnja je bila za naju zelo zanimiva, ker spet je v bistvu neke vrste safari. Videli smo krokodila, ki ga žal ni na fotografiji, ker je bil prehiter za fotoaparat. Baje se da videti tudi jaguarja, če imaš srečo, nismo imeli te sreče. In pa ogromen ptičev. Tukaj bi izpostavila enega posebej zanimivega ptiča, upam, da ga vidite tlele. Malo približam mogoče. A ga zdaj vidite? Ja, zdaj se vidi. Sorry? Se vidi. Ja, samo, ok. da se vidi. Super. V Belizeju imajo zelo tak, rekla, poseben smisel za humor oziroma malo stvari drugače poimenujejo, kakor so pravilne. In temu ptiču oni rečejo Jesus Christ bird, kot pač ptič Jezus Kristus na ta način. To zato, ker ta ptič ima izredno, rekla, široke noge, ne široke, pač zelo dobro porazdeli težo na svojih teh krempelčkih in lahko v bistvu hodi po listih na vodi. V bistvu zgleda, kakor da bi hodil po vodi, ne, tako kot je Jezus v eni zgodbi in zato pač oni temu ptiču rečejo Jesus Christ bird. In tudi tako, recimo v Belizeju ne rečejo jaguarju jaguar, ampak rečejo tiger. Krokodilu ne rečejo krokodil, ampak je alligator. Pač malo za foro, ne vem, ali pač preimenujejo stvari, tako kot tudi tistim unim opicam rečejo babun. Babun je drugače čisto ena druga vrsta opic, ki ne živi v Belizeju, ampak oni jim pravijo pač babuni, mislim, tako. Še ena zanimivost o Belizeju. Zdaj pa, če gremo kar ta Lamanai pogledat. Glavna znamenitost Lamanaja je Mask Temple, se pravi tempelj s temi maskami, z obrazi. Mogoče tukaj najprej par stvari o Majih, kako so oni gradili svoje piramide. Se pravi, ena stvar izredno pomembna je bila simetrija, da vse je bilo vedno levo, desno, je moglo biti simetrično. Tako da tudi tukaj ta obraz je na tej strani in na tej strani, čeprav se ne vidi. In potem tudi je bil tukaj gor, pa še tukaj gor, samo te dveh se tudi ne vidi. Pa še ena značilnost, oni so piramide vsake toliko let malo spremenili, ampak ne tako, da bi jo podrli ali pa predelali, ampak so samo čez obstoječo piramido naložili toliko zidakov, toliko kamnov, da je potem nova piramida izgledala drugačne oblike. Recimo, na začetku je bila piramida bolj tako stopničasta, ne? Potem so jo samo zazidali, pa so naredili
bolj rekla direktno, ali kako ne rečem, pač zdaj bolj zložno se vzpenjala. Pa so dodali, ne vem, stopnišče, pa so sam navzven spet čez postavili stopnice. Pa so se odločili, da bojo recimo te maske postavili, pa so spet na zunanjo stran dodali kamne, postavili maske in potem tako širili so se. In tako da dejansko zdaj, ko arheologi odkrivajo te piramide, dejansko vidijo zgodovino, lahko grejo nazaj, kako je piramida nastajala, oziroma kako se je tudi stil gradnje spreminjal s časom pri Majih. Zdaj, zanimivost teh mask je, pod temi maskami jih je še par. Se pravi, tako jo tukaj vidimo na fotografiji, ni edina maska. Pod njo je še ena, pa še ena, ker sem rekla, pač s časom, ne, so jih dodajali. Tudi, ker sem rekla, tukaj gor so dejansko spodaj maske, ampak jih ni videti, zato ker so se odločili ti arheologi, da je bolj, da jih pustijo zakopane, oziroma ne zakopane, samo prikrite, so bolj ohranjene, ker dejansko so Maji na neki točki te maske prekrili in zdaj, če jih pustijo pod kamni, ne morejo biti poškodovane, ne vem, zaradi sonca, vetra, ne vem, dežja, česarkoli, ampak so lepo noter. In tudi ta maska, ki jo tukaj vidimo, je v bistvu replika, odlitek tiste ta prave. Te piramide, ki jih zdaj gledamo, so tudi po eni strani pol najvišji vrhi te države, ker je tako nizka, ne? Tudi pač, ko se nastavi Ja, praktično. vse na severnem delu vsekakor. Pol na južnem delu, tik pri gvatemalski meji, tam je malo več hribov, da je že malo višji kot te piramide. Na severu pa ja, definitivno. Torej, edine razgledne točke na celo področje praktično. Ja, dejansko. Soseden tempelj od tega Mask templa imenuje se High tempelj, je visok 30 metrov in ja, čeprav glih dober pogleda ven iz gozda. No, tako bom rekla, da so drevesa precej visoka. Okay. Se imam pa naslednjo fotografijo, boste videli, koliko zelo je preraščeno. Kar sem hotela še reči glede teh mask, ena taka uganka je, zakaj so Maji upodobili, pač te maske, te obrazi ne predstavljajo Majev, ampak najverjetneje ljudstvo Olmeke. Olmeki so živeli v Mehiki, pa tudi niso se glih časovno čist pokrivali z Maji, ali pa mogoče samo nekaj časa. No. Tako da je to ena velika uganka, pač zakaj bi Maji v svoj tempelj ugradili, rekla, masko, obraz nekega drugega ljudstva. Pač to je taka skrivnost. Ne. Tole tle vidite neko ploščo pred piramido. Temu rečejo oni stela in to so v bistvu rekla, kot neki napisi, ki so jih Maji postavljali pred templi. To so bili načeloma, na njih so tako reliefno upodobili nek pomemben dogodek v življenju ali pa iz časa tistega mesta. Nažalost, kamen, ki so ga Maji uporabljali, je apnenc in te reliefi niso bili zelo globoki, zelo izraziti in do danes veste, kaj se dogaja z apnencom, a ne pač voda ga spira, tako da žal je večina teh stel neberljivih ali pa redko kera je tako ohranjena, da bi se dali iz nje karkoli še videti. Ampak imel je pa res vsak tempelj v spredju vsaj eno stelo. S vsemi pomembnimi dogodki, torej. Ja, recimo, ne vem, ko je bil izvoljen nov kralj, ko se je kralju rodil sin ali kakšne take. Ali pa samo podobitve pomembnih oseb. Ni treba, da je prav dogodek, a ne? Ja. Pač zgodovina, nekako se je pisala na te stvari. Tukaj na tej fotki se vidita dve stvari. Ena, ki bi jo najprej izpostavila, je to, koliko je Lamanaj še vedno sredi džungle. Vidite, koliko je preraščeno. Ne? Se pravi, to ni tako, da bi rekla en štadion ali pa ena ravnina in zdaj so tam templji, ampak ne, pač to je en tempelj, pa greš malo skozi gozd, pol je drug tempelj oziroma druga piramida in tako naprej. Druga stvar, ki se tukaj vidi, je pa igrišče. Mogoče se spomnite, smo se v šoli verjetno vsi učili o majevski posebni igri, kjer so precej težko žogo odbijali s tem delom roke, a se me vidi, s tem delom. Se pravi, niso prav z roko ali pa z nogo, ampak ali pa z boki, z boki, ja, ali pa s tem, glavnem pač posebej so imeli, nek poseben sistem so imeli. In pa potem na steni tega igrišča so bili obroči, ne tako, kot za košarko v to smer obrnjeni, ampak tako, da se me vidi, ne, in to so mogli noter pač zbiti ali pa, ja, žogo noter zadeti. In ne ve se še do danes, ve se, da je nekdo bil obglavljen na koncu te igre, ma ne ve se, pač zmagovalci ali poraženci. To je tudi tako še kar zanimiva stvar. No. Posebnost Lamanaj tega igrišča ni največje, ni nekaj posebno, ni posebej dobro ohranjeno, ampak le vidite ta kamen, ki je na sred igrišča.
ali pa kar je bilo nekoč igrišče, pod tem kamnom so arheologi najdeli ogromno količino živega srebra. In spet neka skrivnost, nobenemu ni jasno, zakaj bi imeli Maji tam živo srebro, pač naravno, ni nikjer okrog kakšnih virov naravnih živega srebra, noben ne ve, da bi živo srebro uporabljali v medicini ali pa karkoli, tako da pač skrivnost, ne. Ja. Edino, kar vem, je, da te igre se v taki obliki mi nismo igrali, ko sem bili v osnovni šoli. To je edino. Ja. To je zdaj naslednji tempelj, in sicer oni rečejo temu Jaguarjev tempelj, ker tukaj v spodaj ne bi bili upodobljeni obrazi jaguarja. Bom pol pokazala bližje, pa te povedala, se vam zdi jaguar ali kaj drugega. Ampak tukaj se vidi, to je piramida, ki so jo spucali s prednje strani, se pravi, da načeloma ni trave, ni dreves, vzadej vidite, da z vrha piramide raste drevo. A ne? Se pravi, to je to, kar pravim, res je sred džungle bilo to. A ne? In spucali so to, da se vidi, ampak niso pa v celoti, ker se tudi ne splača, ne? Ker bi hitro prerastali. Zadaj je dejansko hrib, dejansko tako pač ni... Pobočje. Ja, pobočje. Ja. Ja. Tukaj sva šla lahko gora, ne? Tako je na ene te piramide dovolijo, da se vzpneš, na ene ne, pa je zaradi varnosti ali pa zato, da se ne uničuje, tukaj se je dali gor. In ja, pač, ko prideš gor, ko bi bil pri nas na nekem griču, kjerkoli, ne vem, na Dolenjskem, na Štajerskem, pač sam gost je okrog, ne veš, da stojiš na piramidi Majo, a ne. Zdaj pa, če pogledamo še tole, opala, ne, pauza, zakaj se mi je to zgodilo, pardon, na bolj šlo. Bom takole naredila, da vidite tega jaguarja, če tako rečem, jaguarja od blizu. Ne vem, Tilen, boš ti povedal, se ti zdi, da je to obraz jaguarja? Ja, sklepam, da bi lahko bil, no, zdaj, ko ste mi povedala. Ja, se pa ne bi vedel. Ampak ob strani za ti dve luknji pa nisem pripričan, če pašete zraven, no, ali za ušesa mogoče. Ja, nama se je zdelo, da bi to prej bila kakšna opica, mogoče. Ali pa prašič tudi. Ja, no, tudi to so razmišljala. No, kakorkoli, arheologi so tle sklepali, da gre za jaguarja in so potem tempelj poimenovali Jaguarjev tempelj. Ampak ja, stvari interpretacije. Prej ste že mačkam videli, ki je preskočila tale predstavitev na še en video. Kot sem rekla, ta Lamanaj je res sred džungle. Ne? Prvo, vozili smo se 1 uro pa pol po reki, ne da bi kjerkoli vmes koga pač videli kakšno mesto, razen tisto skupino menonitov na začetku, ki sem jih pokazala. In potem prideš tja in to si res sred ničesar. In ko sva hodila med temi templji, ki so deloma zaraščeni z gostom, z ovijalkami, s palmami, sva slišala spet te opice kričače. In to je pa res bil tak občutek, wow, to je pa res divje, kot bi bil nek Indiana Jones, ne, sprehajaš. Ja, Jurassic Park, slišiš dinozaure. Ja, okej. Pa v tem mišljenju, ne, da odkrivava neke pradavne civilizacije in zdaj so tam opice okrog, tako da bo še en posnetek, ko boste slišali spet opice, kako kričijo. Ful je bilo divje. Res posebno je to, no, pač da gledaš te piramide, opala. Res pravi Jurski park, torej. No, zdaj ste šli malo z nama lahko doživeti ta Lamanaj. Se pravi, vidite, koliko je poraščeno, ali pa zaraščeno, palme, mahagoni, tam raste, piramide in potem pač opice noter. Sej vidiš jih, slišiš jih pa tako, ker malo strašljivo. Po noči ne bi bilo tam fajn hoditi, torej ne? Po noč, po mojem, te lahko fajn prestrašijo, ja. Ok. Tako, to je bil še Lamanaj, se pravi, to so bile neke 3 stvari, ki sva jih hotela izpostaviti, kar se tiče Belizeja. Pač Belizej drugače, kot sem rekla, na jugu ima še gore, imajo ogromno kraških jam, ampak spet to je neka taka stvar, ki se mi dva nismo odločila pogledati, ker imamo tudi v Sloveniji precej kraških jam. Tako da so zbrala neke najbolj zanimive stvari pač iz Belizeja. Mislim, sem vaju še vprašati, ker ste zdaj povedala, da si jam niste ogledala, kaj pa slapovi? Vseeno kljub temu, da je nizka država, je veliko slapov, če sem prav zasledil na internetu?
Ja, spet na jugu, tam, kjer je Aha, ja. vse malo gorato, je tudi ogromno slapov, ogromno vode, pač tam je tudi tako bolj vlažni ali kakšen deževni gost. Ne, ni deževni gost, no, ampak tam so pač slapovi tudi. Je bilo pa torej tako, na jugu. da ta del potovanja, ne, v bistvu Belize je bil tako za naj malo oddih od Mehike, ker nam je bilo precej naporno. Pa dosti takih, rekel, težkih stvari se je tam zgodilo. Pa sva šla pol na dopust od dopusta v Mehiko. Ne, iz Mehike. Ja, iz Mehike v Belize, ja, za pač nekaj dni. Ne. Tako da sva malo skrajšala Mehiko, pa sva si malo priredila, šla rajše v Belize. Torej bolj ljudje v na Belizeju izi. so res izredno prijazni. To, kar sem na začetku omenila, pač niso toliko navajeni turistov, kot jih imajo recimo zraven v sosednji Mehiki v Cancunu. Je vsem bistveno manj in so ljudje ful prijazni. Vsi so ful klepetavi, vsak je hotel se pogovarjati z nama. In še ena stvar, ki lahko izpostavim, ena jo je v Belize Cityju en taksist vprašal, iz kje prihajava, pa sem mu povedala, ja, pač iz Slovenije, majhna država je to, ne vem, če poznaš. Pa je on rekel, koliko pa je ljudi v Sloveniji? Pa sva rekla, joj, sam 2 milijona. In on gleda, wow, 2 milijona, koliko je to ljudi? Pač prvič se nam je zgodilo, da je kdorkoli bil toliko navdušen, koliko je nas Slovencev. To je valjda obratno, ne? To se pa redko, da sliši, ja. Da smo navdušeni nad našo veliko številko. Ja, točno to. Zdaj bomo še dali eno vprašanje od prej, glede potapljanja, mislim, da se je pojavilo, tako da zdaj prebral, torej Uško zanima, ali ste vso snorkanje opravila v enem izletu ali pa jih je bilo več? Ne, to vse je bil en izlet, pač je pa valjda možnosti iti, midva sva gledala še tle dol, pač teh otočkov, atolov je ogromno. Pa lahko tudi spiš na njih. Pa tako, ja, pač kakor si izbereš, midva sva pač zaradi logistike, ker zaradi korone je bilo treba vnaprej imeti rezervirano nastanitev takrat v Belizeju in sva potem pač rezervirala za ta del potovanja v Belize Cityju in sva potem recimo šla na enodnevni izlet, ker je bilo pač lažje, ker sem mogla dobiti potrdilo, da imava rezerviran in pač ful komplikacij, da so sploh lahko prišla v državo in je bilo pač lažje tako izpeljati. No. V normalnih časih bi pa ziher pač šla na otok pa iz tam delala izlete. Bi bilo najbrž tudi časovno bolj, rekla, bi bilo lažje, ne? Ker tako mi da sem mogla tukaj zjutraj na vse zgodi na prvi trajekt iz Belize Cityja na ta Key Colker, potem so bila zmenjena z agencijo, da dej počakajte naju, a ne, da prelaufava do vas, potem smo šli na izlet in potem so lovila zadnji trajekt iz Key Colkerja nazaj v Belize City, a ne, se pravi, zaradi nastanitve, tako da če kdo bo zdaj šel v Belize, ne priporočam tega, je ziher boljš pač spati na Key Colkerju ali pa kjerkoli tam na otočkih, a ne. Ampak ja, kot vidite, mogla so si ful želeti ta Belize, ker sploh takrat, pač lansko leto je bilo še ful komplikacij prideti v državo. Poleg te rezervacije, pač so bile samo določene nastanitve, ki so bile odobrene strani države, da lahko pač sprejemajo turiste v času korone. Test sva mogla opraviti na meji, plačati prav dragoga, tako je bilo kar. Je bilo kar veliko. Ja. Samo so verjetno tudi te nastanitve na teh otokih najdražje v državi. Je mogoče tako, verjetno ne? Ali je ceneje na celini? Ja, tukaj niti ne. Key Colker je dosti tak backpackerski in ni toliko drago. So pa zraven pol sosednji otočki, kjer so pa prav rezorti, ali pa ne vem, da tam v bližini en otok je prav cel otok v lasti, pa je Leonarda DiCapria, tako da tam pa potem je tako next level, ne, koliko je to prestižno. Ne moreš spati. Dobro, ne moreš iti k njemu, ampak pač že tisti sosednji otok, ki je malo bolj fancy, imajo pa potem precej drage nastanitve, ja. Tudi na jugu sva gledala, da bi šla na en atol, pa po mojem ni toliko fancy, ampak je pač toliko ekskluzivno, da prideš tja, da so bile cene take, da bi dala, ne vem zdaj, če sem prav rekla številko, ampak 100 evrov na dan, samo nastanitev, čist preprosta, pa je pa še plus prevoz do tja in tako pač je drago prideti na otočke. Mislim, taki kolikor je med lažje dostopnimi otočki v Belizeju. Aha, torej, pač ja, tako sta prepovedala, karibski vpliv, ne, in tega. Ja. Ok. Tako da zelo zanimivo. Lahko še vas za na konec vprašam, če bi še omenila kakšno vajno prigodo, kaj ste se najbolj zapomnili z tega dela potovanja? No, mislim, kaj vam je najbolj ostalo v spominu, poleg seveda briskačev in potapljanja?
Jaz mislim, da sem že vse povedala. Mislim, ena stvar je bila ziher to, ko sem rekla, koliko je bil tisti človek, tisti taksist navdušen nad velikostjo Slovenije. A ne? To mi je ziher ostalo spomin, Mislim, imaš ti kaj na hitro. Ja, mislim, da hitro bi rekel, vedno je odvisno od tega, s kje prihajaš, pa kam greš. A ne? In za me sem prihajala iz Mehike, kjer sva se čutila zelo tako, ne preveč dobrodošla. A ne? Sem prišla v eno državo, kjer so bili ljudje tako ful prijazni. A ne? In so se nam pač zelo prikupili kot ljudje. No. To je ena stvar, druga stvar pa ne, po svoje smo malo pričakovala še, če bo kaj karibskega vpliva, mogoče le na toliko zelo prijazni. Tako sem malo razbil ta nekako, kako bi rekel, ne predpostavka, ampak stereotip, ja. Iz Jamajke smo imela malo slabo izkušnjo, ker pač tudi karibska država, ampak niso bili ljudje toliko prijazni kot v Belizeju. No. Ja, tako da v bistvu v Belizeju so se počutila zelo dobrodošla. No. To je nek tak splošen, recimo, kar je bilo meni. Zelo fino. No. Ja. Torej, Bi se želel del potovanja, celogotnega. Ja, ziher. Ja, to ziher, ja. Bi se želel, da bi imela malo več časa še tam, pa mogoče še potegnila dol, pa tako malo. Se boste še vedno vrnila, pogledati ostale dele? Vedno si pustiva vsaj nekaj, da se lahko še kdaj vrneva. V praksi pa ne vem, če so se kdaj zares vrnila še kaj toliko drugih držav, pa za videti. Naša, ne? Banka ziher Belizej je nekje proti vrhu najnega seznama, kamor bi se še vrnila. Mislim, ja, Gvatemala bo ziher še prišla recimo na vrsto, pa je Belizej tudi zraven, mogoče kdaj. In se vrne tako lepe pozdrave, tople besede in tako dalje. Torej, prijetno okolje. Na konec smo še dobili eno vprašanje, ki ga bom sedaj prebral. Torej, Urško zanima, koliko dni minimalno pa priporočata za Belizej, pa hvala za vse odgovore, ker je bilo super potopisno predavanje za njo. Torej, zdaj, glede na velikost, ja, drugače hvala, Urška. Najprej s tem začnem. Glede na velikost države bi rekla kakšen teden, tako da vidiš celino. Pa odvisno, koliko časa hočeš se zadržati na otokih. Kot sem prej omenila, tam na jugu sva gledala ene otočke, je fajn iti vsaj za 3 dni, zato ker en dan že porabiš sam za vožnjo z ladjo, mislim, ne cel dan, ampak ne. Hitro ti gre, zaradi tega, ko v bistvu, če hočeš narediti izlet potapljanje, pač se začne, ne vem, zjutraj. Ne? Ja, je celodnevni. Če hočeš še en dan na plaži ležati, recimo, sta to 2 dneva, ne. Tako da ja, en teden bi ziher rekla. Ja, ziher, ja. Da lahko vidiš vse. Pa tudi, zdaj midva sva imela svoj avto, ki sva ga najela že v Mehiki in sva potem z njim potovala tudi v Belizej. Če nimaš avtomobila, pač vse skupaj pa še malo dlje traja, ne? Ker javni prevoz v Belizeju ni tako zelo dobro organiziran. No. Zdaj, moče še ena stvar, naju so zelo svarili, da je Belizej precej nevarna država, pač pa je dost uličnega kriminala in tega. Midva se doskrat drživa nekega pravila, da ko je tema, ne hodva ven. Pač ko je tema, pač sva noter, ne vem, ali v hostlu, v nastanitvi, tudi ko sva imela avto, sva pač rezervirala tako nastanitev, da so imeli pač, da se je dal parkirati noter, ne, se pravi za neko ograjo. Tako da nisva imela nobene slabe izkušnje, pač sva pa bila previdna, ne. Ja, mislim, čez neke te splošne, ko greš v Latinsko Ameriko, se mi zdi. Ja. Pač mest se načeloma midva izogibava, ne, recimo vse sva bila v Belizej Cityju, ampak prav, da bi mesto si ogledvala, nisva, mislim, že zato, ker ni nekaj toliko posebno, ne, ni to, ne vem, New York ali pa nekaj takega, kar moraš videti, ali pa Belmopan, tudi pač ni nekaj, no, pač rajš ne riskirava. Torej, ja, glavni pomen te, glavna atrakcije so naravne, no, torej primarna narava. Ja, ima čudovito naravo, no. Res se splača to, če greš tja, se splača to izkoristiti. Super. In tako zdaj jasno naznanjam, da smo prišli do konca današnjega druženja. Podali smo se bolj torej tople kraje in izvedeli, kaj se ponuja Belizej in kaj se je mogoče na poti doživeti. Ne? Torej, veselo na pot vsem, ki se odpravljate. Ob tem pa je nastopil čas, da izdam geslo za brezplačne popotniške majice in seveda nagradno igro za tistega in tisto, ki bo bil izžreban za prejetje koledarja. Torej, vse, kar morate storiti še enkrat, je, da po elektronski pošti popotniškemu združenju posredujete svoje ime in priimek, naslov, številko majice in geslo, ki se glasi vriskač. Torej, zdaj bi morali vedeti, kaj je vriskač, oziroma katera žival je vriskač, torej, in po čem je znana. Torej, še enkrat, geslo se glasi vriskač.
upam, da ste si zapomnili. Tako da hvala A bo še vam. povedal e-mail, kam ne pošljajo. Ja, na e-poštni naslov popotniškega združenja bojo poslali in Ok. pa bomo žrebali tako. In je tudi spodaj, mislim, da Ok, prosti. se vidi spodaj. Tako da, hvala vama, Katarina in Rok, za druženje in deljenje vajih in izkušenj. Jaz sem zelo užival, veliko novega izvedel, se tudi nasmejal. Zahvala pa gre vsem, ki ste nas spremljali in delili vprašanja ter komentarje. Ne? Tako da, Ja, hvala, hvala da ste tudi bila z z mojej nami. strani. Kot vedno midva zaključiva tudi, da pač povabilo na blogu Lahkih nog naokrog je še veliko napisanega o Belizeju, pač še malo bolj podatki, mislim, malo več podatkov, če bi koga zanimali. Poleg tega pa, mogoče veste, če ne, pa povem, da imava koledar. Enega bomo podelili enemu izmed teh, ki bojo poslali mail, če pa še kdo želi, ga pa lahko naroči na najni spletni strani. Tle se zdaj vidijo vse fotografije, ki so pač letos na koledarju. Poleg koledarja imamo pa tudi zemljevide. Zdaj, najnovejša stvar so te spodnji zemljevidi, se pravi otroški zemljevid sveta z ilustracijami. Drugače imamo pa še dva navadna zemljevida. En je takle z buckami, ki je tudi za nama, če ga vidite, ne vem, kjer si pač označujeva, kje sva že bila, tudi Belizej je recimo tukaj označen, ali pa tak zemljevid zabarvati. No, pač. Če bi koga zanimali, tudi povabljeni. Super, zdaj, več lahko najdete tako na njunem blogu oziroma spletni strani.